Katoliška karizmatična prenova praznuje zlati jubilej. Na vigilijo Binkošti je na rimskem Circo Massimo potekalo ekumensko molitveno bdenje. Na programu, ki se je začel ob 4 popoldne, so se med slavljenjem, pesmijo in molitvijo zvrstila razna pričevanja o delovanju Svetega Duha, in sicer v okvirih poklicanosti, družine, ozdravljenja in evangelizacije. Ob 18. se je zbranim pridružil tudi papež Frančišek. Grazie della testimonianza che voi date oggi qui. Hvala za pričevanje, ki ga dajete danes tukaj. Dobro je za vse nas, tudi zame, za vse. Tako so se glasile besede svetega očeta na začetku njegove meditacije ob odlomku prvega poglavja apostolskih del. Ko je prihajal dan Binkošti, so bili učenci zbrani skupaj. Tudi danes smo zbrani, tudi ne v dvorani zadnje večerje, temveč pod odprtim nebom, ker nas ni strah, je poudaril papež. Prišli smo z vseh koncev sveta, da bi utrdili naše prijateljske vezi in sicer na poti naproti enosti. Enosti v poslanstvu, v oznanjanju vesele novice, da bi pokazali, da mir je mogoč. Mogoč je, če smo v miru med seboj, če ne poudarjamo razlik med nami. Razlike so, a biti želimo spravljena raznovrstnost. Siamo riuniti qui credenti provenienti da 120 paesi del mondo. Zbrali smo se iz 120 različnih držav, da bi skupaj prosili za Svetega Duha in šli ven. Govoriti v istem jeziku, poslušati, razumeti, da razlike so, a Duh nam daje razumeti sporočilo vstajenja v našem lastnem jeziku. Danes je mučencev več kot v prvih časih, mučencev kristjanov. Pričevanje naših mučencev nas združuje v ekumenizmu krvi, delati skupaj, medsebojno se ljubiti, na poti, vedno na poti. 50 let katoliške karizmatične prenove je tok milosti. Svetega Duha ni mogoče zapreti v kletko.